2 leti nazaj smo predstavili svoj prvi namensko sestavljen PC in presenečeni smo bili, da je zadeva postala tako popularna, kar hkrati tudi pomeni, da je bil naš prvi skok v namensko sestavljanje računalnika več kot uspešen. Zadali smo si namreč malce drugačno nalogo, saj nismo v eno ohišje zgolj nametali cel kup najboljše strojne opreme in s tem zaključili dneva, kaj takega bi bilo preveč enostavno in niti ne bi nosilo neke uporabne vrednosti. Raje smo se tako osredotočili na težjo nalogo in sicer na iskanje uravnovešenosti med zmogljivostjo in ceno. Saj v sodobnem računalništvu čisto vsak kos strojne opreme nosi svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti, tako da je treba na koncu najti tisto zlato sredino. To miselno smo prenesli tudi v kovanje naslednje verzije računalnika, ki smo jo poimenovali preprosto Hopsi V2. 2 leti sta dovolj dolga doba, da je vmes obvezno treba posodobiti strojno opremo in za te namene smo preskočili eno generacijo grafičnih kartic, zamenjali procesor, posodobili pa smo še pomnilnik. In za kovanje novega PC-ja smo tokrat stopili v partnerstvo s podjetjem Lenovo, ki tudi sam pri svojih izdelkih rad ujame ravnovesje med strojno močjo in ceno. Vse komponente so tako lično zapakirane v ogromno črno ohišje Lenovo Legion, to pa vsebuje dovolj prostornine, da prevetritev ne bo predstavljala preglavic. RGB lučke so seveda prisotne, saj drugače tej zadevi ne bi mogli pritakniti naslova Gaming PC. In na sprednji strani tako lahko najdete prelep Legion logotip, na zadnji strani računalnika pa se vrti RGB ventilator, ki ga lahko gledamo skozi stekleno stranico in ga prilagajamo preko posebnega gumba zadaj. Danes preprosto vsak pravi računalnik mora omogočiti vpogled v svojo notranjost, kar ne izpade samo izjemno frajersko, še posebej, če postavite PC na mizo, ampak je tudi dober opomnik za čiščenje, saj se bo slej ko prej znotraj nabralo nekaj prahu, ki zna na to kvarno vplivati na vgrajene komponente. Ohišje na sprednji stranici zgoraj ponuja 2 USB 3.2 vhoda ter luknji za priklop slušalk in mikrofona. Tu najdemo seveda še gumb za vžig in to je v bistvu tudi vse, kar prekine lepe in ravne sprednje linije računalnika. Če si pogledamo zadnjico, bomo na njej našli 4 USB 2.0 vhode, en USB-C vhod, priklop za Ethernet kabel in 3 audio priključke, ki so že dolgo standardni. Tu seveda najdemo tudi gumb za prilagajanje RGB osvetlitve, ki nadzoruje osvetlitev znotraj ohišja ter RGB ventilator. To je tisto, kar ponuja samo ohišje. Seveda pa to ni vse, saj pomembno vlogo tukaj igra še grafična kartica, katera ponuja 3 DP reže in en HDMI 2.1 vhod. Pobrskajmo zdaj po glavni točki vsakega PC-ja, njegovem drobovju. Za posodobljeno verzijo smo se odločili malce premešati komponente in tako dostaviti produkt, ki se dovolj razlikuje od predhodnika, a vseeno ponuja vse tisto, kar smo vzljubili že pri originalu. Za procesorsko moč zdaj skrbi Intelov procesor i5 12400F, ki ponuja splošni tak 2,5 GHz, pri maksimalni obremenitvi pa ven izvrže 4,4 GHz. Na papirju je sicer tole šibkejša različica procesorja 12600K, a razlike so res minimalne, 12400F pa je tudi cenejši in se manj segreva, tako da je idealna izbira za grajenje močne arhitekture, ki vseeno pusti nekaj prostora za denarnico. Za premlevanje zahtevnih specifikacij iger smo se pri grafični kartici odločili za Nvidia, in sicer za njihovo 3. generacijo RTX grafičnih kartic. GeForce RTX 3060 je bila morda najbolj težka odločitev pri snovanju tega PC-ja, saj je trg grafičnih kartic še vedno divji, a se zdaj počasi umirja in cene so začele padati navzdol. RTX 3060 po našem mnenju najbolje ulovi razmerje med ceno in zmogljivostjo. Na sebi nosi 12 GB pomnilnika in se ponaša tudi z ray tracing učinki, ki so za sodobne igre postali že praktično nuja. To je grafična kartica, ki brez problema poganja vse e-športne naslove, še posebej, če jo sparimo s kakšnim zmogljivim monitorjem, ki zna tudi prikazati vse te silne sličice na sekundo. Poskrbljeno je tudi za igranje najnovejših iger, pri teh pa se boste največkrat spogledovali z ločljivostjo 1440p in 1080p. Skupno je gledano je tole odlična grafična kartica, ki vas zna zabavati dolga leta, tako kot je bilo to v primeru njenega predhodnika GTX 1060. Ponudbo zaključuje še 16 GB DDR5 pomnilnika in bliskovito hitri M2 SSD disk. Novi PC smo spravili tudi
tudi čez nekaj testov v igrah. Najprej smo skočili v Cyberpunk 2077 in se malce poigrali z ray tracing nastavitvami v ločljivosti 1440p. In rezultati so bili presenetljivi. Igra je namreč dosegala zelo podobne rezultate pri ultra nastavitvah brez ray tracing učinkov in z njimi. Seveda pa je tule malce pomagal vključeni DLSS. Za konec smo zagnali še Rainbow Six Extraction in si ogledali nekaj večigralske akcije. Hopsi V2 je bil zmožen v tej igri doseči več kot 100 sličic na sekundo in to pri ultra nastavitvah. Če se malce potrepljamo po ramenih, se lahko na koncu pohvalimo, da je računalnik Hopsi V2 izpolnil vse svoje cilje. Ujeli smo odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno in v en paket združili trenutno najbolj privlačne komponente, ki bodo izpolnile praktično vse vaše želje. Zadeva ni samo zmogljiva, ampak tudi presneto lepa in jo lahko še dodatno okrasite s priloženimi Hopsi nalepkami, ki jih lahko na to prilepite na računalnik, monitor, hladilnik ali pa kam drugam. Poskrbeli smo tudi za priboljške, saj vsak Hopsi V2 računalnik sabo prinese tudi ogromno podlogo za miško UVX XL, ki jo lahko razprostrete čez celo mizo, tako da bo vaša miška vedno počivala na pravem mestu. Cena PC-ja znaša 1449 €, to cenovno postavko pa lahko še dodatno znižate z digitalnim bonom v vrednosti 150 €, ki ga lahko unovčite v spletni trgovini eigre.si. Več o tem si lahko preberete v povezavi, ki se nahaja pod posnetkom. Tako, to je bilo tokrat vse iz naše strani in kot vedno bomo veseli kakšnega vašega komentarja ali všečka. Se vidimo v naslednjem posnetku, ko si bomo ogledali novo miško podjetja Logitech. Se vidimo!